Torej, pozdravljeni, drage študentke in študenti ter vsi, ki nas spremljate. Moje ime je Jerca Zajc in prihajam iz družbe oziroma podjetja PricewaterhouseCoopers oziroma krajše povedano družbe PwC. Glede na to, da ste v večini študenti ekonomije, verjamem, da ste že slišali za nas oziroma nas vsaj bežno poznate, pa vendarle na začetku nekaj kratkih besed o nas. PricewaterhouseCoopers je mreža podjetij, ki združuje kar 296.000 ljudi v 156 državah po vsem svetu, ki so predani zagotavljanju kakovostnih in profesionalnih storitev na področju revizije, davčnega, pravnega in poslovnega svetovanja. V Sloveniji, v naši pisarni, torej v Sloveniji, imamo trenutno 101 zaposlenega, naša ekipa je uigrana, visoko motivirana, izkušena, smo tehnološko napredni in predani svojemu poslanstvu. No, smo pa tudi mednarodno zelo pisani. Naš šef, odgovorni partner družbe PwC za državo Slovenijo, je Južnoafričan. Zato je v naših pisarnah angleščina pogosto ne drugi, ampak kar prvi jezik. Gospod Thomas McGill je, kot vidim, že z nami. V Sloveniji je dobro leto dni, slovenščina mu gre že kar dobro od rok, oziroma bolje rečeno jezika, vendarle ne bomo ga preveč mučili, zato bom tale kratek pogovor z njim izjemoma izpeljala v angleškem jeziku. So, hi Thomas, why PwC, why Slovenia? You have been with the firm for more than 20 years now. There must be a reason for that. Yes, good afternoon everybody, and thanks very much. And yeah, please don't give my age away. But yes, I think one of the key reasons why it's been PwC is because of the culture, because of the people, and I think even more importantly is because of the challenge and the excitement and the different ways of working that I've experienced over a number of years. And I think that's something that our clients have brought, that the people that we work with, and not just, okay, yes, I'm new to Slovenia, but globally, our network is so strong. We work with so many diverse and different people that it brings a challenge, and I think that's what's important. That's what keeps the clock ticking and keeps you excited to come to work every day. Why Slovenia? Well, I think it was a good opportunity to be placed in terms of the network. It doesn't really matter where you work in the world. We're so connected as a firm. But this is a great country. I think what people don't realize is how lucky you are, and not only from a country perspective, but from the nature, your type of clients and the people you deal with. So that's what makes it exciting. Yeah, thank you, Thomas. We should remember these words. We will leave you to go on the next call. I know you're always in a rush, so thanks again. Yes, torej naš Thomas, naš šef, gre na naslednji klic, naslednji sestanek, glede na to, da smo mednarodno podjetje. Kar precej naših sestankov poteka preko spleta, online, kot lahko rečemo, pa ne zaradi pandemičnih oziroma korona razmer, pač pa zato, ker so naši sodelavci in pa naše stranke iz vsega sveta. Torej predlagam, da zdaj za trenutek predahnemo in pa da si najprej pogledamo, preden nadaljujemo, še video posnetek, ki lepo ponazarja, zakaj izbrati družbo PricewaterhouseCoopers. Režija, prosim. Welcome to PwC. A network where every skill that makes us human makes the difference. Here you can boost your skills using knowledge straight from the best experts. Develop yourself by working with leading global organizations and unleash your creativity in a truly supportive work environment. We believe in collective genius. That's why you will meet so many cooperative people here. Use new technologies to create a better reality with us. Change your perspective. Join PwC and be a game changer. Torej, družba PwC je del tako imenovane četverice velikih, skupine 4 najboljših računovodsko-revizijskih družb na svetu, po našem mnenju seveda najboljša. Mojca Bartol-Lesar, naša partnerica in vodja za področje davkov v naši pisarni. Pozdravljena, Mojca, tebi je v dobrih 2 letih, odkar si prišla, si se pridružila ekipi PwC, uspel veliki met, postala si partnerica naše družbe. Kaj je tebi osebno dal PwC in za kakšno ceno? Ja, živo Jerca, lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Res mi je uspel veliki met, vendar je za tem res veliko dela, veliko odrekanja,
pa ne zgolj teh 2 letih, ampak vsej dosedanji karieri, ne, torej skoraj da 20 let. Zdaj sem začela z delom že med študijem, potem pa kasneje izkoristila vsako priliko za izobraževanje. Moram reči, da večinoma v lastni režiji, v prostem času, in potem, ko vidiš, da to trdo delo prinese uspeh, prinese napredovanje, je to res veliko zadovoljstvo in ponos. In še toliko večje, ko vidiš, da te sodelavci spodbujajo, da te podpirajo. Zdaj, sam proces sprejema partnerstva je bil zelo naporen. Imel je tudi ceno na družini, na prostem času, ker vse aktivnosti pa ni bilo malo, so bile izven delovnega časa, v raznih nemogočih urah. Sem se pa veliko naučila, predvsem bom rekla pa o sebi. Tako da partner pri PVC je vsekakor velik izziv, veliko trdega dela, zahteva razne veščine. Sama pokrivam davke, ampak kot partner si odgovoren širše, ne zgolj za to strokovne področje, ki ga pokrivaš, s poslovanjem družbe, z vodenjem ljudi, treba je znati sprejemati odločitve, usklajevati razna mnenja, in to je kar izziv. Zdaj oddelek, ki ga vodim, to je davčni pravni oddelek, mi opravljamo te klasične storitve, davčno pravno svetovanje, skrbne preglede, tudi računovodstvo. In kar mi je všeč, je, da pri tem delujemo interdisciplinarno, timsko, z drugimi oddelki, tako da morajo ekipa res dihati skupaj. Naše stranke so ugledna podjetja, svetovna, in super je, ko jim lahko pomagaš pri tem njihovem uspehu. Tako da ne bom predolga, lahko zaključim, da imam res super sodelavce in delo, ki vedno prinese nekaj novega in ni nikoli dolgočasno, in z veseljem hodim v službo na PVC. Hvala lepa, Mojca, potrjujem tvoje besede, dolgčas nam res ni. No, še nekdo iz vodstva našega podjetja je z nami, to pa je Primož Kovačič, še en partner za področje revizije. Primož, lep pozdrav tudi tebi. V družbi PVC nenehno iščemo rešitve za hitro spreminjajoči se svet okoli nas, ki od podjetij zahteva vedno več prilagodljivosti, vedno več odpornosti. Zato smo pred kratkim v naši družbi sprejeli tudi novo strategijo, poimenovali smo jo nova enačba oziroma angleško The New Equation. Zakaj naj torej podjetja in organizacije izberejo nas, zakaj je vredno sodelovati s PVC? Ja, lep pozdrav še z moje strani. Jaz mislim, da podjetja vse in bolj v Sloveniji prepoznavajo to, kaj pravzaprav PVC je, to se pravi, mi združujemo najboljše talente iz celotne regije, namreč PVC v Sloveniji se združuje v regijo SCI, kjer združujemo talente iz več držav v jugovzhodni Evropi, pri čemer družbe v Sloveniji, ki nas izbirajo za projekte, ali je to revizija, ali so to katere druge svetovalne storitve, prepoznavajo, da znamo v kratkem času povezati različne talente v regiji in z njimi delati na pomembnih projektih. Poleg tega se mi zdi, da ko se družbe odločajo o PVC-ju, velikokrat ugotovijo, da smo zmožni v kratkem času odgovoriti na njihove izzive, na njihove vprašanja in se hkrati tudi z njimi pogovarjati o zadevah, katere so za njih najbolj pomembne, ki so za njih najbolj pereče. V zadnjem času veliko vprašanj prihaja na temo ESG, na temo trajnostnega razvoja. Tukaj še posebej je PVC še posebej močen v smislu pogovorov, v smislu storitev, v smislu vprašanj, ki so v tem času še kako pomembna, to se pravi, kako naj se družba, kako naj se velike borzne družbe odzovejo na ta pomembna vprašanja in odgovoriti deležnikom interno in eksterno glede teh pomembnih vprašanj. Tako da PVC je, kakor si Jerca omenila, ena izmed velikih 4, ampak se mi zdi, da v tem delu Evrope najbolj prepoznana za svoje kvalitetne revizije in za svoje zelo dobro oddelane svetovalne storitve. Hvala lepa, Primož. Čim prej spustimo tudi tebe. Tudi Primož namreč še nadaljuje dan, še nadaljuje z naslednjim sestankom. Hvala lepa. Torej,
pozdrav še enemu obrazu naše revizije, to pa je Damjanu Ahčinu, direktorju v reviziji. Damjan, ti si mi pred kratkim s posebnim žarom v očeh in na obrazu razlagal, ko sem te vprašala, zakaj revizija, zakaj številke, dejal, da biti revizor ni poklic, ampak je poslanstvo. Povej mi, kdaj si torej ti začutil oziroma zaslišal tisti klic in zakaj PVC? Hvala, Irca. Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, še danes stoji za to svojo izjavo. Absolutno, revizija ni samo poklic, revizija je poslanstvo. In to poslanstvo začutim pravzaprav vsakič, ko svojim delom, z našim trdim delom pravzaprav vračamo družbi kredibilnost oziroma z našim trdim delom pravzaprav družbi vračamo na način, da so naša podjetja, naše stranke zaupanje vredne poslovni subjekti v Sloveniji. Sam sem ta klic, poslanstvo oziroma, če želiš, ponos začutil že po dobrih 2 dneh dela v sami reviziji, ko pravzaprav še nisem čisto točno vedel, kaj revizija sploh je. Čutil sem ga pravzaprav skozi vse dolge ure, ko sem vlagal v svoje dodatno izobraževanje, v izkušnje, nemalokrat v svojem prostem času in kompenziral vesele ulice prostega časa z izkušnjami, znanjem, ki ga danes pravzaprav tvori nekak beseda sama kredibilnost. In to ponos oziroma to poslanstvo čutim še danes, ko se kot pravzaprav pooblaščen revizor podpisujem pod delo revizijske ekipe in s tem vračamo oziroma povečujemo kredibilnost računovodskih izkazov naših naročnikov. Zakaj PVC? Odgovor je pravzaprav sila preprost. Zaradi tega, ker po mojem mnenju je PVC ena velika knjižnica, ki omogoča oziroma ki vsakemu uporabniku oziroma vsem, ki stopijo v to knjižnico, omogoča enormno količino nekega znanja, izkušenj, ki jih delijo naši sodelavci oziroma naši kolegi, ki jih je več kot 200,000 po vsem svetu. In kar je najbolj zanimivo pri vsem tem je to, da ti kolegi, kdorkoli pač stopi v to veliko knjižnico, to svoje znanje, izkušnje delijo z velikim ponosom, z veliko strastjo in vse, kar moraš storiti, to pravzaprav, da stopiš v to knjižnico in da si dovoliš to znanje, te izkušnje vzeti in z njimi pravzaprav bogatiti svoje znanje in pa kredibilnost ugleda družbe PVC. Torej, v PVC-ju je vse mogoče, le želeti si moramo pridobiti to znanje. Hvala lepa, Damjan, tudi tebi. No, sedaj smo torej govorili bolj o tem, zakaj naj stranke, organizacije, podjetja izberejo nas za svojega naročnika, ampak zakaj pa PVC izbrati za svojega delodajalca. Irena Munda, eden od 2 prijaznih obrazov naše kadrovske službe je, kot vidim, zdaj z nami. Torej, Irena, prosim, kakšen profil zaposlenih potrebujemo oziroma iščemo za zaposlitev pri nas v PVC in predvsem kakšne priložnosti oziroma prednosti naša družba ponuja recimo iskalcem prve zaposlitve ali pa tistim, ki želijo narediti korak naprej v svoji karieri. Hvala, Irca. Najprej naj omenim, da se podjetje PVC razlikuje od večine podjetij predvsem v tem, da tradicionalno že zaposluje mlade diplomante takoj po zaključenem študiju. Pogosto se nam novi sodelavci pridružijo že tudi v absolventskem času, nekateri celo še prej v času študija. V PVC-ju zaposlujemo nove sodelavce, začetnike, skratka dobite priložnost res, da se lahko začnete razvijati takoj po diplomi oziroma po zaključenem študiju. Trenutno imamo razpisana delovna mesta za nove sodelavce, začetnike v oddelku revizije, tudi v oddelku finančnega svetovanja. Prijazno vas vabim, da obiščete našo spletno stran PVC v Sloveniji in si na zavihku kariere pogledate vse, kar vas bolj podrobnega zanima o delu v reviziji, o delu v finančnem svetovanju in malo več dejansko o tem, kaj vas na takšnem delovnem mestu čaka. Jaz pa naj vam zdaj povem, da se pri nas vsi začetniki začnejo učiti takoj, ko se pridružijo PVC-ju,
vključeni so tako na tehnična izobraževanja, kot tudi že od samega začetka na projekte, kjer so obkroženi z bolj izkušenimi sodelavci, vsakdo ima svojega mentorja, na katerega se lahko obrne, tam mu predaja znanje, tudi vsi ostali sodelavci skrbijo za to, da ta pretok znanja med tistimi, ki so bolj in manj izkušeni, da je res konstanten. Mentorji spremljajo razvoj naših mladih sodelavcev in tako res lahko vsakdo hitro napreduje, tako po znanju kot po karierni lestvici. Zato bi rada poudarila, da iščemo sodelavce, ki so proaktivni, ki so iznajdljivi in predvsem take, ki imajo resno željo po učenju in tako osebnostnem kot tudi profesionalnem napredku. To z vsem, kar v PVC-ju počnemo, res podpiramo in omogočamo možnosti za takšen napredek. Naša prednost je gotovo mednarodno okolje. Veliko imamo priložnosti za izmenjavo znanja, tako preko meja Slovenije, kot tudi na projektih, katerim se pridružijo sodelavci iz drugih pisarn PVC-ja. Tako da ves čas je pri nas neka ta mednarodna izmenjava prisotna. Spoznali ste že našega vodjo Tomasa, tako da vidite, da je pri nas to res nekako stalnica in stalna praksa. Velikokrat se v PVC-ju tudi zgodi, da mladi sodelavci pri svojem delu spoznajo, da jih zanimajo še neka druga področja, ne samo tisto, zaradi česar so se nam pridružili. In tudi ti prehodi v karierah so stalnica pri nas in nekaj, kar podpiramo, saj res želimo mladim ljudem omogočiti razvoj v takšni smeri, kjer je res njihovo področje, kjer se najdejo, kjer vidijo svojo prihodnost. Mogoče omenim primer, ki se je zgodil ravno pred kratkim. Naša sodelavka se nam je pridružila kot receptorka, še kot študentka, ko je spoznavala PVC in kaj vse delamo in s čim vse se naši sodelavci ukvarjajo, je videla, da jo pravzaprav davčno področje zelo zanima in v dobrega pol leta se je res ponudila priložnost in je dobila na davčnem oddelku zaposlitev. Pravi, da se počuti odlično, zadovoljna je, polna navdušenja za to svoje novo področje. Še eno stvar mogoče bi rada omenila, kot neka taka res prednost PVC-ja. Fleksibilno delovno okolje, fleksibilni delovni čas, prilagajanje, upoštevanje posameznika, njegovih potreb, njegovih želja, kar pa bi rekla, da je najbolj pomembno, in da to prihranim za zaključek, je naš ekipni duh. Jaz mislim, da smo kot ena družina, povezani smo, vsi, ki delamo v PVC-ju, smo naravnani k sodelovanju in to izražamo na dnevni bazi, bi rekla. Tako je, Irena, hvala lepa, kar nekaj iztočnic si dala za nadaljevanje, ko bodo z nami naši mladi sodelavci. Omenila si našo kolegico, ki je začela na recepciji, pa v pol leta prišla na davčni oddelek, no z nami pa je zdaj Hanka Selimović, z nami je 3 leta, sedaj je zaposlena na področju finančnega svetovanja, začela pa je na področju revizije, še en dokaz tega prehoda, ki si jih omenila. Irena, Hanka, vidim, da si z nami, pozdravljena, povej prosim, kaj tebe najbolj navdušujem v našem PVC. Zdravo, Jerca. Jaz bi dejansko izpostavila ljudi, absolutno sodelavce, saj jaz sem na PVC začela, ko sem bila stara 21 let, torej dejansko študentka še zmeraj in že takrat sem bila najmlajša v podjetju, ampak kljub temu je bilo moje mnenje vedno slišano in vedno upoštevano. Pri različnih dejansko odločitvah sem tudi potem lahko videla rezultat tistega, kar sem jaz povedala ali pa izpostavila. Same medsebojni odnosi med zaposlenimi so res zelo dobri, saj se družimo med službo, kakor tudi v prostem času, saj se velikokrat dobimo na pijači ali pa gremo praznovati uspešno zaključene projekte, ki jih je veliko, saj se res trdno dela, ampak ko se ne dela, potem pa tudi se vzamemo duška in se med seboj spodbujamo tudi v počivanju ali pa zabavi. Smo različnih starosti, bolj mladi kolektiv smo, ampak imamo tudi sodelavce malo starejše, malo mlajše in vsi imamo različna predznanja, kar dejansko zelo pozitivno vpliva kakor na delo, tako tudi na privat življenje vsakega od nas. Izpostavila bi mogoče tudi še to, da so naši nadrejeni oziroma naši šefi res polni razumevanja, saj
ko je delo kakovostno in pravočasno upravljano, zaradi fleksibilnega delovnega časa, kot je Irena omenila, nikoli ni bil problem skočiti za kakšno uro ali dve na faks ali pa urediti kakšno drugo privat obveznost. Hvala lepa, Hanka, za te spodbudne besede. Zdaj pa mislim, da je z nami tudi že Žiga Gregorinčič. Tako je, Žiga, pozdravljen. Zakaj je PVC po tvoje, kot si dejal, eno najboljših delovnih okolij za profesionalni razvoj, rast kariere posameznika? Žiga, ne slišimo te, če nas ti slišiš, morda lahko preklopiš mikrofon. Se opravičujem. Tako je, zdaj pa si z nami. Lep pozdrav še z moje strani. Moje ime je Žiga Gregorinčič in sem senior manager v oddelku transakcij. Zdaj, veliko bo že pozitivnega povedanega o PVC-ju in dejstvo je, da je PVC mednarodna družba prisotna v 156 državah in tisto, kar lahko ponudi svojim zaposlenim, je to, da jim dejansko, tudi mladim, da jim odprejo vrata v svet. V okviru PVC-ja lahko sodelujemo z veliko tujimi pisarnami, s tujimi talenti in tudi možnosti zaposlitve so v tujini, kar je izredna prednost za mlade. Bi pa še nekaj drugega poudaril, kar mogoče niti ni bilo izpostavljen, to je pa to, da je v PVC-ju kultura odlična, je zelo profesionalna, vsi si radi pomagamo, zelo smo odprti eni do drugega, skrbimo en za drugega in zaradi tega je tudi prenos izkušenj in znanja ogromen, ker je kultura tista, ki pospešuje ves ta prenos. Tako da to se mi zdi tista ključna prednost, ki jo imajo naši zaposleni, tudi mladi, in zaradi tega bi definitivno priporočil za vsakega študenta, ki si želi izkušenj v tej smeri, da jih pridobi v PVC-ju. Hvala, Žiga, da si nas spomnil tudi na to. Res je, to tudi jaz, odkar sem se pridružila PVC-ju, vztrajno trdil, da je tu spoštovanje res na neki drugačni, precej višji ravni kot v podjetjih, kjer sem delala predtem. Hvala, Žiga. Zdaj pa je z nami še Anita Husak. Anita, pozdravljena. Ko smo danes govorili, si dejala, da ti je najbolj všeč ta povezanost naše ekipe in pa ta fleksibilnost. Zadnjič ste denimo vaš davčno-pravni oddelek, redni tedenski sestanek predstavili kar tako, da ste ga opravili med sprehodom na Šmarno goro in tako združili prijetno s koristnim. Ja, lep pozdrav čez moje strani. Res je, Irca, kot je že Hanka poudarila, imamo v PVC-ju izredno mlad in raznolik kolektiv. Tukaj sem spoznala veliko ljudi, na katere se res lepo zanesem, jih povprašam za različne nasvete, popijem z njimi kakšno kavico in občasno počakam. Prepričana sem pa, da sestankov v naravi, kot je bila recimo ta Šmarna gora, ne organizira veliko drugih podjetij, tako da to je še en dodaten plus, ki ga nam ponuja PVC. Po mojem mnenju je dodana vrednost dela v PVC-ju tudi prilagodljiv urnik in možnost dela od doma. V času epidemije se je PVC res izkazal kot fleksibilen delodajalec, kar predvsem mladi verjetno najbolj cenimo. Glede samega dela pa lahko povem, da je zelo raznoliko. Kot je že bilo rečeno, PVC sodeluje z največjimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji iz različnih sektorjev, zato je nabor znanja, ki se ga lahko pridobi pri PVC-ju, zelo širok. Ob tem pa lahko izpopolnjujemo tudi druge veščine, recimo neke mehke veščine, kot je javno nastopanje, pogajanja, potem tudi komunikacija s strankami. Vse to pa se lahko naučimo od svojih nadrejenih, ki so izkušeni in pa priznani strokovnjaki v Sloveniji. Tako je, hvala lepa, Anita, tudi tebi. Zdaj pa je z nami še Tine Grmek. Tine, živijo, tebe v pisarni bolj malo vidimo, saj svoje delo večino časa opravljaš kar pri strankah oziroma stranki. Kaj točno počneš, nam lahko opišeš, kako poteka tvoj običajen delovni dan? Pozdravljeni vsi, da se prvo predstavim, sem Tine Grmek, senior na oddelku računovodskega svetovanja. Odkar sem bil nazadnje v pisarni, mi je že kar brada zrasla, ampak naprimer čisto odvisno od projekta. Trenutno že več kot 1 leto delam pri stranki, ker imam večino sodelavk v Srbiji in na Poljskem, tako da delam od doma. Imamo pa naprimer sodelavca tudi, ki dela za isto stranko, ampak sodeluje bolj v
z slovenskim oddelkom, tako da on je pri stranki na terenu. Če pa imamo kakšne drugačne projekte, kot naprimer implementacijo kakšnih novih računovodskih standardov ali kaj podobnega, bi pa sigurno bolj sodelovali v timu, torej PVC timu, kjer bi pač se več sestankovali in pač bili več v pisarni. Zdaj, mogoče malo k mojemu delu, kaj za to stranko delam. Jaz sem celoten čas na razpolago njim, opravljam čisto operativo, kot je na primer konsolidacijo računovodskih izkazov, pripravo finančnih izkazov, poročila za denarni tok in to vse za pripravo na mesečni ravni za poročanje lastnikom. V tem obdobju tudi sodelujem z revizorji stranke, torej na primer se znajdem na drugi strani, torej z drugimi Big Fouri. Skratka, cel kup zanimivih reči. Pomembno pa je povedati, da na primer jaz se tega računovodskega znanja nisem študiral na faksu. To sem se vse naučil kot v prvih 2 letih sem začel kot asistent, revizor, potem izkušen asistent, kasneje kot vodja revizijske ekipe. Sedaj sem pa že 2 leti na oddelku računovodskega svetovanja. Kaj je najbolj mi tukaj zanimivo, je, kot sem rekel, na eni strani imamo malo delo znotraj tima PVC, ker se posvetujemo, kako stranki pomagati, po drugi strani so pa tudi takšni projekti kot sedaj, ko sem cel čas sodelujem s stranko, tako da ni samo stranka, so pa tudi to moji na nek način sodelavci. Torej, na nek način imaš več službenih družin. Ja, spoznavam podjetja tudi od znotraj. Tako je. Hvala lepa tudi tebi, Tine Grmek. No, za konec pa je z nami še naša Alja Lebar Špilak, naša office managerka, ki skrbi, da PVC ni samo služba in delo, pač pa je tudi okolje, v katerem se vsi tu zaposleni počutimo dobro, sprejeto in kjer zaposleni v resnici nimamo občutka, da delodajalec od nas samo nekaj zahteva, ampak da nam tudi veliko da. Alja, pozdravljena. V podjetju imamo poleg tistih že kar utečenih in običajnih zadev, kot so sadje v pisarni, pa brezplačna kava in pa piškotki in pa coaching, ki ga v podjetju že dolgo poznamo, tudi več projektov, s katerimi skrbimo, da se zaposleni torej počutijo dobro. Bi nam lahko predstavila enega od teh projektov, to je projekt Be Well, Work Well. Hvala, Jerca. Torej, Be Well, Work Well je projekt, s pomočjo katerega želimo ustvariti delovno okolje, v katerem zaposlene spodbujamo, da v svoje delo vključijo sebe v svoji najboljši podobi. Ter poskrbeti za njihovo dobro telesno in duševno zdravje in pa seveda počutje. Verjamemo, da je le zadovoljen posameznik lahko tudi uspešen zaposleni. Aktivnosti, ki potekajo v bistvu čez vse leto, od septembra pa do junija, pripravljamo različne delavnice, predavanja, naprimer predavanja o ozaveščanju o raku, pa delavnica fizioterapevta o tem, kako preprečiti poškodbe hrbtenice, ki smo jim, ker je pač naše delo pretežno sedeče, izpostavljeni. Vsi pa delavnica na temo javnega nastopanja, na kateri so strokovnjaki naše zaposlene naučili suverenega in samozavestnega nastopanja pred strankami. Kadar pa nam razmere to omogočajo, organiziramo razne pohode, pa team buildinge in podobne zadeve. Skratka, vse to z namenom ne le profesionalne rasti, ampak tudi osebne rasti naših zaposlenih. Mar nam je torej za naše zaposlene, ne samo kot za zaposlene, za delavce, pač pa za njih kot ljudi, v vsakem posamezniku in zaposlenim vidimo človeka. Hvala lepa, Alja, tudi tebi, hvala lepa tudi vsem mojim sodelavcem, ki ste si vzeli čas in ob meni predstavili in poslali tole podobo našega podjetja, družbe PricewaterhouseCoopers v svet oziroma v javnost, kajti v PVC-ju se zagotovo lahko to trdim, res dobro počutimo, smo prava ekipa, kot je Hanka dejala, ko se dela, se res dela, trdo dela, ampak hkrati se zavedamo, da se s tem veliko naučimo, veliko sodelujemo in smo zato tudi nagrajeni in se zares večji del časa počutimo kot del ekipe in čutimo tisto pripadnost našemu podjetju oziroma, kot je Irena dejala, kar naši drugi družini. Veseli bomo torej, če nas boste kontaktirali in če morda najdemo skupno pot, potem ne vidim razloga, da v prihodnosti morda ne bi tudi sodelovali. Za zdaj pa toliko, hvala lepa in srečno.